Kot veste, je KAS prejšnji teden v sredo na svoji 31. redni seji podal odstopno izjavo v okviru svojega članstva. Vsi prisotni člani so se takrat izrekli za to, 2 člana pa potem še naknadno dopisno, glede na to, da na tej seji nista bila prisotna. Mi smo na našo tiskovno konferenco, ki smo jo tudi najavili že v sredo, sklicali zaradi tega, da bi skušali pojasniti še enkrat, kaj nas je vodilo k temu navidezno drastičnemu ukrepu in da bi imeli seveda priložnost na tej tiskovni konferenci slišati tudi mnenje ostalih članov kadrovsko-akreditacijske komisije oziroma akreditacijske komisije v skladu z novo zakonodajo. Zelo na kratko, po našem mnenju je bilo zadnje imenovanje nadzornih svetov KSE in pa Pošte na način, kot ga je izpeljala vlada, nek, lahko bi rekli, povod za to, da smo seveda protestirali oziroma da smo izrazili nasprotno mnenje glede na način takšnega načina akreditacije oziroma nominacije. Drugič, tako imenovani globi vzroki ali pa, če hočete, potrebni pogoji za naš odstop so bili pa podani že tudi z dosedanjim ravnanjem in tudi upoštevanjem našega delovanja, kjer smo pravzaprav imeli precej težav že v preteklih mesecih oziroma obdobju. Mi smo namreč, kot veste, začeli z našim delovanjem konec leta 2008. Vlada nas je ustanovila na svoji seji 24.12.2008. To je zelo simptomatična seja vlade. Na tej seji nas je hkrati nekako imenovala, hkrati tudi napisala neko uredbo v zelo kratkih polstraničnem sestavku in hkrati tudi že skušala povzeti in skratka dati nekemu ministru pooblastila, da na naslednji seji potem prvi ustanovni seji KAS-a imenuje tudi nadzorni svet Slovenskih železnic, recimo. No, mi smo 28.12. se ustanovili, zavrnili seveda takšen način delovanja, kot se ga je očitno zamislila vlada, pripravili potem v nadaljevanju model akreditacijsko-nominacijskega postopka, ki ga je potem vlada v 4 ali pa 3 postopnih dopolnitvah do 23. oziroma 24.4. potem sprejela, mislim, da je v 23.4. končni čistopis besedila. Se pravi, rad bi povedal na izhodišču, da je bil KAS primoran zaradi skladnega, ko pravimo, institucionalnega deficita, ki vlada predtem tega ni pripravila, pripraviti model našega delovanja, kriterije in načine našega delovanja in da smo se potem prizadevali za to, v kolikšni meri bo vlada to razumela in povzela in ne obratno, da mi nismo sledili pravzaprav ali pa smo imeli z sledenjem vladnih uredb, kot je recimo bilo morda v zadnjih pojasnevanjih vlade ob našem odstopu slišati. No, potem je naše delo seveda potekalo, jaz vam ne bom opisoval težav, ki so bile povsem tehnične narave. Mi smo si prizadevali v vsem tem obdobju, da bi nekako ločili in potrjevali ta dvostopenjski postopek, zelo preprosto. Mi v bistvu v prvi fazi akreditiramo, akreditacija pomeni, da vrednotimo posamezne prijavitelje, če so se prijavili ali posameznike, ki so na različne načine prihajali v ta postopek akreditacije. Bistveni del pa se nam zdel ta drugofazni postopek, ko za določeno družbo nominiramo, se pravi, določimo tiste
člane nadzornih svetov, ki so v skladu z tudi našo neko posebno tipizacijo nadzornih svetov, v skladu z nekimi poslovnimi modeli družbe, pa v skladu tudi s temi njihovimi kompetencami in sposobnostmi seveda primerni za neko strukturo nadzornega sveta. In na podlagi tega moramo mi na nek način nominirati dvo-trokratnik tistega števila, ki ga potem na koncu izberejo ustrezni ministri oziroma potrdi vlada. Torej, ta postopek dvofaznega dela smo mi na nek način skušali vse skozi uveljavljati. Moram reči, da ga je v manj pomembnih primerih vlada seveda sprejemala, v nekaterih posebej pomembnih odločilnih trenutkih pa jih seveda nekako ni upoštevala. Mi smo jo pri tem skušali na to opozarjati, bolj ali manj uspešno, no zadnje takšno kršenje tega dvofaznega postopka se je seveda zgodilo ob imenovanju teh dveh nadzornih svetov. Rezultat je bil takšen, da so seveda pri imenovanju v celoti obšli tako imenovani nominacijski postopek in so vzeli člane iz tega širokega akreditacijskega nabora, v katerega so prišli seveda ljudje skozi različne, tako bi rekli, javne pozive. Skratka, v nobenem primeru se nismo mi določali ali odločali o tem, na kakšen način bi v tem širšem nominacijskem postopku lahko izbirali člane teh dveh nadzornih svetov, dveh izjemno pomembnih družb. No, to je bil ta razlog, zaradi katerega smo mi potem podali odstop, hkrati pa seveda tudi povedali, mi smo na nek način analizirali namreč naše delovanje v posebnem poročilu, ki smo ga izdali aprila 2010, za leto 2009. Če boste to poročilo prebrali, boste lahko videli, da vsi argumenti, ki jih 6 mesecev kasneje imamo za to, da bi seveda skušali povedati, kaj je vlada storila narobe, vsi ti argumenti so bili opisani že na podlagi naših izkušenj v aprilskem poročilu. Jaz bi seveda želel na koncu povedati, da smo v našem poročilu, pa tudi v tem končnem sklepu, ne samo, da smo seveda ugotovili ali pa želeli sporočiti javnosti, pa tudi vladi, da s takšnim načinom dela mislimo, da kakovostnega korporativnega upravljanja v Sloveniji ne more biti, ampak da smo hkrati želeli tudi povedati, da zlasti nova agencija, ki bo čez nekaj časa začela delovati, mora ravno tako sprejeti ali pa mora ravno tako se zelo temeljito lotiti tega kadrovskega vprašanja, s katerim smo se mi lotevali. Nas skrbi, da je vodstvo nove agencije v podobnih težavah, kot smo bili mi v mesecu decembru oziroma januarju 2009, da bo vodstvo šele moralo, ko bo agencija začela delovati, pravzaprav se ukvarjati z vprašanjem, na kakšen način, kako, s kakšnimi merili, s kakšnimi postopki ne ta agencija seveda deluje. Treba je tudi še na koncu reči, da je KAS v skladu z zakonom in z dikcijo zakona v prehodnem obdobju se preimenoval v akreditacijsko komisijo. Zakon namreč predvideva, da se delovanje KAS-a v okviru nove akreditacijske komisije seveda prenese na novo agencijo. Nova agencija pa potem seveda v skladu z svojimi pravili to kasneje povzame ali prevzame, lahko tudi dopolnjuje, kakokoli pač že želi. Tako da je tudi iz tega vidika to neko prihodno obdobje, vendar zakon zelo natančno seveda določa, da v tem prihodnem obdobju je KAS deloval že v okviru še neformiranja agencije oziroma pod na nek način njenim okriljem, čeprav kot rečeno agencija seveda v nek način še ne deluje. Tako da smo iz tega vidika bili v nekem prihodnem obdobju. Mi smo dvakrat poizkusili, da bi vladi posredovali naša stališča glede tega, kako naj agencija to področje ureja. Tudi videli boste v našem poročilu, da smo dali celo vrsto napotkov oziroma usmeritev, ki bi jih po našem mnenju veljalo upoštevati, če bi na tem področju želeli izboljšati korporativno upravljanje.
Toliko za uvod, jaz bi zdaj pozval še ostale člane akreditacijske komisije, da povedo svoje stališče o tem, kako in na kakšen način vidijo temeljne povode in vzroke za naš odstop in da boste lahko slišali še njihova mnenja.